V prvi A kegljaški ligi bodo kegljačice Impola zimski premor pred nadaljevanjem prvenstvenih obračunov prezimile na 4. mesto te ligaške konkurence. V dosedanjih 9 krogih so 6-krat kot zmagovalke zapustile tekmovalni oder in 3-krat iz kegljišča odšle s sklonjeno glavo. Grenki priokus na koncu, dali smo vse od sebe, je pa res, da nismo izkoristile prednost domačega kegljišča. Kalcit, Kamnik so vrhunske, mislim, zelo lepo igrajo celotno sezono, tako da čestitam. Me pa moramo gledati naprej, prvi del je končan. Zdaj ne vem, na katerem mestu bomo končali, ker se še tekme odvijajo, tako da upamo na najboljše. V zadnjem igralnem dnevu so na domačem kegljišču gostile vodilno ekipo Kalcita iz Kamnika, ki je prvi del preživela brez poraza. Temu se je izognila tudi v Slovenski Bistrici. Kamničanke so zmagale 2-6, v podrtih keglih pa je bilo 3277 proti 3318. Razlika torej 41 kegljev v korist Kalcita. Prvi imeni srečanja pa prav gotovo svetovna prvakinja in rekorderka bistriškega kegljišča Teja Repnik. Pri domačinkah pa Špela Kunčič, ki je tokrat podrla velikih 606 kegljev. Obe omenjeni kegljačici pa sta skupaj stopili pred našo kamero in mikrofon. Sploh, ker imam nek rekord kegljišča, je težje iti na steze, ker vsi nekaj pričakujejo, ampak tudi tekma je bila zelo napeta, ker smo malo slabše začeli, ampak se je dobro končala. No. Takole bi te vprašal, kako si ti videla 606 podrtih kegljev tule Špele danes na tem kegljišču? Ja, zelo izjemen rezultat, kot sem videla. Je slabo padala, ampak ona je še zmeraj naredila ful dober rezultat, pa sem vesela tudi za njo. No, če obrnem vprašanje, kako si videla nastop torej Teje? Jaz sem zdela, da je to dobro igrala, kot je že Teja rekla, je slabo padala, tako da upamo na boljšo pripravo kegljišča naslednji del sezone. Ampak jaz sem vesela tudi za njo. Da so zmagali in da jim je šlo dobro. Torej, to je bil 3. poraz v prvenstvu, pa 5 zmag. Kako bi torej ocenila učinek ekipe? Se mi ne zdi slab začetek, pa upamo še boljše v naslednje. Teja, prvo mesto brez poraza letos, kaj to pomeni? Individualna kvaliteta torej deluje za ekipo kompletna? Ja, letos res odlično delujemo kot ekipa, tako da se tudi pozna po rezultatih, pa imamo tudi za naprej, za mednarodnem tekmovanjem malo bolj zagona pa pripravljenosti. Če te takole vprašam, ekipa Impola je nekako presenetila ali je to tista realna uvrstitev ekipe Impola pri vrhu lestvice? Se mi zdi, da je realno, ker smo tudi dosti trenirali poleti, zdaj še imamo čas, da še bolj treniramo, tako da bomo videli naslednjič, kako bo. Drugo zmago za ekipo Impola pa je pridodala še izkušena Petra Pečovnik, ki je za 37 kegljev ugnala Klaro Koprivec. Za zmagovalno ekipo pa so posamezne točke prispevale. Lidija Pirman ugnala je Majo Drevenšek za 13 kegljev. Irena Koprivc je dosegla številko 569 in bila boljša od Ksenije Deciček za samo 3 keglje. Za razliko 23 kegljev je aktualna svetovna prvakinja Teja Repnik iz kegljaške steze poslala Barbaro Jurančič. Lea Drnovšek pa je bila boljša že od omenjene naveze Lucija in Aneja Kunčič in to z malo večjo razliko 57 kegljev. Strmimo k nekemu cilju, vemo, kaj si želimo, posež hočemo po stopničkah in to je to. Sestavni del dobrih rezultatov so tudi sponzorji ali pokrovitelji, brez katerih v športu tudi ne gre. Velika zahvala gre seveda našim navijačem in našim sponzorjem. Res velika hvala Dan Kuchen iz Maribora, vsem drugim, ki nas še podpirajo, tako da res najlepša hvala iz srca. Impoljčanke pa do nadaljevanja prvenstva čaka kar delovni zimski odmor.